Jaz si grabim 10, ok, tako zrezan, pol to dodati, pol uno dodati, pol tretje. In vse to se na spletu da. To v knjigi, če enkrat daš od sebe, ni konc, ne moš nič spreminjati. Kar imaš pa na spletu, pa lahko zelo vse prilagajaš. Ta delavnica me je prepričala z svojim imenom, z tem, da povezuje na nek način ženske, ki se tudi sami ukvarjamo s podobnimi tematikami v naši organizaciji. Smo družbeno aktivni in v bistvu vidimo to delavnico kot priložnost, da izvemo kaj novega, dobimo nove ideje, najdemo neke nove povezave. V bistvu bi rada nadgradila svoje znanje, sploh nekoliko malo bolj z praktičnega vidika, ker nekako iz fakultete imam bolj teoretični vidik. Se mi zdi pa da mi manjka ta nekako tudi pogled nekoga, ki ima dolgoletne izkušnje, pa tudi ta vidik novinarja, ker mogoče imam več znanja s področja odnosov z javnostmi kot pa ta vidik in seveda znanje koristi, da potem lahko nadgradim to svoje delo ali v podjetju ali pri organizaciji. Novinar in vsi želijo, vsi te rabijo in potem, ko naenkrat začneš neko stvar od nule delati, najprej vidiš tudi, da te kolegi drugače gledajo. Glede Twitterja, sama se zavedam, da ga premalo uporabljam in tudi nekako premalo strateško načrtujem celotno komuniciranje na Twitterju in sem dobila nekako motivacijo in seveda neke namige, kako to razširiti, nadgraditi, tako da sem vsekako posvetila učenju Twitterja z vidika odnosov z javnostmi. Kako priti do nekih drugih ciljnih skupin, se pravi do tistih starejših, za katere tudi imamo program, pa do njih ne moremo preko teh modernih medijev. Tako da to je za nas sedaj še izziv, kako do njih, oziroma kako jih prepričati, da sami uporabljajo te nove medije.